Vatikanu pa je ta teden potekal vrh katoliške cerkve o spolnih zlorabah otrok. Gre za izjemno občutljivo temo tudi na naših tleh, saj so se zlorabe vrsto let dogajale tudi v Sloveniji. Ekspertna skupina za reševanje spolnih zlorab, ki deluje pri Slovenski škofovski konferenci, je doslej obravnavala 12 primerov zlorab. Domnevne žrtve so bile v 5 primerih ženske in v 7 primerih moški. V vseh obravnavanih primerih so bili domnevni storilci duhovniki in diakoni, ki se še pripravljajo na duhovniški poklic. Okej, šlo za pripravnike. To še niso vedeli, da se to ne sme. Moraš vajencu na gradbišču razložiti, da se ne sme dotikati elektrike. Moraš tudi vajencu v cerkev razložiti, da se ne sme dotikati otrok. Pravila mora biti jasno napisana. Če imamo 10 zapovedi za vernike, bi lahko imeli tudi posebnih 10 zapovedi za duhovnike. Z današnjim prispevkom nikakor ne želimo reči, da so vsi duhovniki pokvarjeni, ampak se pa tu pa tam najde kakšen, ki je baraba, pokvarjen, do amena. Hvala, gospod, z boljšimi besedami se teh ljudi ne bi dalo opisati. Se pa zlorab na slovenskih tleh zaveda tudi cerkev sama, zato so se tudi oni lotili raziskovanja problematike. Ja, to so zelo zavržna, zelo težka kazniva dejanja in si predstavljam, da je bilo tudi cerkvene predstojnike sram o tem govoriti. Ja, prav ste videli. Gospod Posnetko je član ekspertne skupine za spolne zlorabe, kar je najslabše poimenovanje vseh časov. Skupini niso dali ime ekspertna skupina za preprečevanje spolnih zlorab, ampak so poimenovali ekspertna skupina za spolne zlorabe. To je tako, kot če bi se oddelek 150 nagovoriških policistov preimenoval v ekspertno skupino za prostitucijo. Stranka SMC pa v ekspertno skupino za makete. Ista stvar. Ker nas seveda zanima, kakšne sklepe so sprejeli na vrhu katoliške cerkve o spolnih zlorabah, smo tja poslali našega novega in hkrati najbolj pogrešljivega dopisnika, strokovnjaka za posebne dogodke, droge in ateizem, gospoda Jana Krojcerja. Lep pozdrav v Vatikan, gospod Krojcer, se slišimo. Pozdravljeni, gospod Godler. Čeprav se zdi, da po Vatikanu odmevajo kriki nedolžnih otrok, se slišimo. Gospod Krojcer, čeprav razumem, je bil to prvi tovrstni vrh v zgodovini. Kako to, da se to dogaja šele zdaj? Gospod Godler, naj vam odgovorim z vprašanjem. Če bi vam pod pretvezo, da poznate pot v nebesa, uspelo prepričati ljudi, da verjamejo v govorečo kačo, v devico, ki je rodila, v to, da lahko njen sin z 2 ribama in 5 kosi kruha nahrani 5000 ljudi in kar je najhuje, v Novo Slovenijo, a mislite, da vam ne bi padlo na pamet, da jih lahko prepričate tudi, da zlorabe otrok v cerkvi niso problem? To je dobra poanta. So torej na cerkvenem vrhu prišli do kakšnih konkretnih sklepov? Lepa, gospod Godler, konkretni sklepi in cerkev v istem stavku. Se vam prav vidi, da imate humoristično oddajo. Edini sklepi, ki jih cerkev resnično sprejema, so klečeča kolena med molitvijo. Če sem pošten, je papež res da podal 21 predlogov, med njimi tudi dvig starostne meje za sklenitev zakonske zveze po kanonskem pravu in sicer iz zdajšnjih 14 let na 16 let. No, ampak čakajte malo. Kako pa to pomagali zaustaviti pedofilijo? Ne boje. Bo pa zato zmanjšalo možnost, da bi duhovniki ob morebitni zlorabi mladoletnikov prekršili še eno izmed 10 zapovedi. Ne želi si bližnjega žene. No, ampak kakšni pa lahko bili konkretni ukrepi za zaščito otrok? Recimo, namesto da je na vhodu v cerkev blagoslovljena voda, naj bo tam blagoslovljen solzivec. Spovednice v cerkvi naj postanejo bolj podobne spovednicam v resničnostnih šovih, recimo s kamero in mikrofonom. In namesto, da so duhovniki spolno zafrustrirani, ker večere preživljajo sami, naj jim družbo delajo dekleta iz kluba Marina. Vemo, da službo rabijo. To je res. Ampak dejte, no, sigurno so na vrhu dobili vsaj eno učinkovito idejo. Gospod Godler, morda. Eden izmed konkretnih papeževih predlogov, kako cerkev rešiti pedofilije, je tudi ustanovitev posebne cerkvene skupine. Iz neuradnih virov sem izvedel, da bo odstranjevanje cerkvene pedofilije videti tako. Evo, ena zloraba manj. Mimogrede, to je hkrati tudi uporabna metoda za vse, ki ste prejšnji teden peljali po avtocesti in vas je na radaru lovil policaj iz panoja. Evo, ni več položnice.
Hkrati je to tudi uporabna metoda za vse, ki ste bili v klubu Marina in bi se radi mogoče znebili tamkajšnjih, kaj so to, razglednic. Aha, ok, razumem, ampak a ni tudi v cerkvi večina poročil o zlorabah zdaj že v digitalni obliki? Res je. Ravno zato bo reševanje teh primerov potekalo malenkost drugače. Toliko iz Vatikana. Hvala lepa. To je bil naš dopisnik Jan Krojcer, ki ga bomo naslednjič poslali na še bolj nevarno območje, kjer so možnosti preživetja minimalne in upali na najslabše. Mi pa se vrnemo po oglasih, ko bomo izvedeli, kdo utaja davke, kdo vozi pijan in kdo je za naše kamere takole spregovoril o zdaj že bivšem ministru Lebnu. Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajte nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!